Pestro in zanimivo. Predano, strokovno. Čudovita pustolovščina. Let. Poleg tega, da so mi dali krila nad Smepiusu za svojo strokovnostjo in profesionalnostjo, so mi takrat dali tudi korenine. Takrat sem bila toliko prepričana, da vsak človek mora dobiti eno izkušnjo, kratko, dolgotrajno, z bivanjem v tujini, da sem to čutila kot eno poslanstvo. Ko je Smepius začel s svojim delovanjem leta 2003, je v bistvu bilo mednarodno sodelovanje eno tako, bolj butičen mehanizem. Najbolj je bilo zanimivo, ko smo imeli razpise, ko so prihajale prijavnice. To so jih poštarji nosili v žaklih. Res, to so prinesli do 4 uneta velike žakle in so jih stresali v pisarni. Smepius je institucija, za katero lahko rečem, da nikoli ne pozabi na svoje poslanstvo. Tako kot imamo prijatelja v zasebnem življenju, tako jaz v poslovnem vidim Smepius. Prijateljsko, preprosto. Ko srečaš ljudi, ki vsi gledajo naprej pozitivno, imajo iste cilje in razumejo odnose, je zelo lahko delati in zelo prijetno delati. Vemo, da so oni tisto sidro, ki nas drži pri miru, razburkanem morju ali pa skala, na katero lahko stopimo, kadar res postane hudo. Nikoli nas ne vidim, ne zdaj, tudi v prihodnosti, kot nekdo, ki mu je namen samo porabiti sredstva za to, da so, ampak dejansko, da jih dobijo tisti, ki je za njih to nekako najbolj pomembno, ki znajo iz tega narediti največje učinke. Kar je meni všeč je, da smo bolj ciljno usmerjeni, da vemo, kam gremo, da tudi naši zaposleni vejo, kaj se od njih pričakuje. Najbolj me motivira ta velika slika oziroma prispevek k vzgojno-izobraževalnemu prostoru. Verjamemo v naše poslanstvo, da delamo dobro, pa da je to iskreno, tisto, kar napišemo, tudi živimo. Še naprej tako. Veliko zadovoljstva. Pravi veter v jadra. Da ostane tako mladosten, da ostanejo točno takšni, kot so, da še naprej rastejo skupaj z nami. Pravi ljudje na pravem mestu z ogromnim srcem.